Je Boris Mijić res žrtev podedovanih dolgov, kot je trdil njegov strankarski šef? Podjetjem, ki ga je z dolgom prevzel gospod Mijić. Oziroma žrtev neplačevanja podizvajalcev, kot trdi sam. Zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot vadbeni podizvajalec. V uredništvu smo čez vikend prečesali podatke o Mijićevem nekdanjem podjetju Progros 1. Tudi to se je ukvarjalo s pleskarskimi in drugimi gradbenimi deli in je končalo v stečaju. Januarja 2020, torej pred 6 leti. Že takrat je dolgovalo državi oziroma finančni upravi, ki je, kot izhaja iz dokumentacije, stečajni postopek tudi sprožila in za začetek celo založila denar. Mijić, ki je podjetje vodil od leta 2016 in ki je bil tudi edini lastnik pred stečajem, je pridelal ogromne dolgove. Skupaj so podjetja prijavila več kot 382 tisoč evrov terjatev. Boris Mijić je bil za več 10 tisoč evrov terjatev, na primer kredite do banke SKB, celo osebni porok. Na koncu je stečajni upravitelj priznal za več kot 334 tisoč evrov dolgov in zaključil. Upravitelj ugotavljam, da postopka poplačila terjatev upnikov ne bo mogoče izvesti in bo končni delež poplačila terjatev nič, saj stečajna masa ne zadošča niti za pokritje vseh stroškov stečajnega postopka. Poslovne težave Mijića torej niso nekaj novega. Ogromno količino dolgov mu je država v stečajnem postopku enkrat že odpisala. Se zna enako ponoviti tudi v aktualnem primeru. Pred dnevi je podjetje zaprlo še zadnji delujoči bančni račun. 13 nekdanjih zaposlenih pa mu neuspešno celo preko odvetnika in detektiva poskuša vročiti poziv za več kot 41 tisoč evrov, med drugim neizplačanih plač. Zaposleni so se za pomoč obrnili na delavsko svetovalnico. Gospod Mijić, Boris, je očitno oseba, ki je zelo iskreno rekla, da bo to zadevo rešila. In evo, verjamem, da bo ta zadeva ustrezno in hitro rešena. Zdaj imajo priložnost, še enkrat ponavljam. In če gospod Mijić pač to posluša, ga še enkrat pozivam, naj to pismo torej tudi prevzame. V nobenem primeru pa Mijić ni žrtev sistema, pravi. Mijić je sistem, to moram podariti. Mijić je sistem, Mijić je simptom. In Mijić je simptom, Mijić je sistem, ki laufa, ki je aktiven, ki je živ že, rekel, leta, desetletja. Progros sicer že skoraj 2 leti ne sme zaposlovati tujcev, saj na tako imenovanem črnem seznamu Zavoda za zaposlovanje. Tudi danes pa so naša novinarska vprašanja, na primer, odkje skoraj 400 tisoč evrov visoki odpisani dolgovi, pa zakaj zdaj kljub javnim obljubam ne prevzame poziva, ostali neodgovorjeni, tako strani poslanca Mijića kot njegovega očeta, ki je vodenje podjetja Progros prevzel pred kratkim.